Dober dan, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na predstavitvi knjige Ajurveda v vsakdanjem življenju. Knjiga je v natisu. Ja. Moje ime je Sabina Remškar in danes imam čast, da predstaviva z Tiborjem Hercigonjo to knjigo. Tibor Hercigonja je ob meni in je nekako ustanovitelj zavoda Gyana Bhakti Prada Trust, kjer je šlo že kar nekaj knjig. Nam boš malo več povedal o tem, Tibor? Ja, že mogoče po samem imenu našega zavoda je mogoče malo razvidno, da v bistvu naša založba izdaja večinoma, smo bolj usmerjeni na vzhodno literaturo, se pravi indijsko literaturo, tako da je tudi ta zadnja knjiga, ki jo danes predstavljamo, je se pravi v Ajurvedi, se pravi indijski tradicionalni medicini. Avtor je tudi Dinil Pol, se pravi iz Indije. In smo pač to njegovo knjigo prevedli. Drugače pa v bistvu smo izdajamo tudi, se pravi, razna filozofska dela, duhovno literaturo indijsko, pa v bistvu v tej smeri nekje, no, z tega področja. Odlično. Torej, knjiga je pravkar v nastajanju, v tisku. Takole bomo pokazali, kako bo izgledala osnovna stran Ajurveda v vsakdanjem življenju. Avtor, dr. Pol Dinil, prihaja iz Južne Indije in je ajurvedski zdravnik, ki je nekaj časa deloval pri nas v Sloveniji, drugače pa deluje na univerzi v Latviji, če se ne motim. Nam lahko mogoče malo več poveš o avtorju knjige Ajurveda v vsakdanjem življenju? Ja, v bistvu dr. Dinil je res nekaj časa je deloval v Celju, v Sloveniji. Mislim, da kakšno leto in v tem obdobju, ko je bil on v Sloveniji, smo se midva tudi spoznala. Sem imel priložnost v bistvu se z njim kar dosti družiti in na podlagi tega pač druženja pa tako videvanja z njim smo se tudi dogovorili v bistvu za prevod te njegove knjige, ki je v bistvu na nek način zasnovana kot priročnik. V bistvu gre zbirko bolj kot ne iz novih predavanj, tako. Že na sam naslov knjige pove pač Ajurveda v vsakdanjem življenju, da v bistvu gre za knjigo z nekimi praktičnimi napotki. Drugače pa, ja, dr. Dinil prihaja iz Južne Indije, iz Kerale, zvezne države Kerala v Južni Indiji, kjer je, mislim, to je recimo pri njemu zanimivo, da čeprav izhaja recimo iz Indije, je kristjan, je rojen je v kristjanski družini. Ampak kako on to opisuje, v bistvu Kerala je eno tako mesto, mislim Kerala je celotna država, kjer v bistvu praznujejo vse praznike, hindujske, krščanske, tako zelo odprta družba. No in on je v Kerali tudi pač doktoriral iz Ajurvede. Kerala je znana predvsem po Ajurvedi. In mislim, da je tam enega leta 2010 je doktoriral, po enih 6 letih, pa se pa pridružil eni organizaciji, zdaj ne vem, ti imaš verjetno napisan Arya Vaidya Pharmacy v Coimbatoreu v Indiji. Ja. To je v bistvu nekako farmacevtska, ajurvedska farmacevtska skupina, ne, teh Vaidji. Vaidje so v bistvu ajurvedski zdravniki, ki so dobili v bistvu to znanje po liniji duhovnega ajurvedskega nasledstva od svojih učiteljev. In
Ja, tam je imel v bistvu priložnost delati z zelo odličnimi zdravniki in učitelji ajurvede in si je nabral kar nekaj kliničnih, praktičnih izkušenj, prav tako pedagoških, in kasneje se je pa 2016 preselil v Latvijo, kjer se je pridružil novemu projektu in je v bistvu predaval na univerzi v Latviji, in v sodelovanju z univerzo v Latviji je tudi poučeval ajurvedo v Sloveniji, če se ne motim, nekaj leta, ne? Ja, mislim, da je ta organizacija v okviru katere deluje, v bistvu dela akademske pa pač te medicinske raziskave. In pol je v bistvu na željo teh, se pravi, te organizacije, v okviru katere deluje, je bil tudi poslan v Evropo in zdaj on v bistvu to ajurvedsko znanje širi v bistvu po celi Evropi. Danes bi sicer mogel biti dr. Danil, bi mogel biti tule z nama, ampak je pač se ga obveznosti pelale prečasno na Slovaško, kjer ima, se pravi, tretmaje, predavanja. In zdaj v Latviji je tako narejeno, da pač imajo na univerzi se je možno tudi učiti ajurvedskega znanja, pridobiti prav certifikate. Imamo v Sloveniji tudi, rečemo, osebe, ki so delale to latvijsko šolo za ajurvedo, so kvalificirani ajurvedski pač terapevti. In po istem sistemu, kar dr. Danil uči na Latviji v okviru univerze, ima tudi v Sloveniji razna izobraževanja, samo da pri nas za razliko od Latvije pač uradno ni mogoče dobiti nekih uradnih potrdil. Kvalificiranja. Ja, da bi lahko pač... Ja. Da bi lahko delovali v skladu s to metodo zdravljenja. Ja, mislim, da ajurveda sicer je pri nas priznana kot alternativna metoda zdravljenja, ki se lahko pod neko šifro se lahko to upravlja, ampak da bi pa lahko prav, ne vem, da bi se to pri nas na univerzi poučevalo, tako lahko v Latviji delajo, pa mislim, da to še pri nas nismo tako daleč. No, ajurveda meni je tako zanimivo, ker velikokrat slišimo alternativne oblike zdravljenja, ne? Ampak vendarle ajurveda je ena najstarejših medicin, je holistična celostna medicina in je veda o življenju, stara več kot 5000 let. Tako da bi jo lahko bolj kot komplementarna ali alternativna medicina poimenovali kot izvorna medicina. Nam lahko mogoče malo več poveš o sami besedi ajurveda in iz kje pravzaprav izhaja? Koliko časa nazaj je nastajala v bistvu ajurveda, kako se je prenašala iz roda v rod? Ja, točno tako, kar si že omenila, ajurveda velja za najstarejši medicinski sistem, ki v bistvu njen izvor sega rečemo vedsko obdobje, se pravi, to je obdobje nastanka 4 ved, to so v bistvu prvi spisi, eni prvih spisov, ki so nastali na zemlji v Indiji, se pravi, te 4 vede so sama veda, Jajurveda, Rigveda pa Atharva veda. To je obdobje datira nekje od 5000 let do 5000 let pred našim štetjem do 1000 pred našim štetjem, tu nekje ne bi nastale te vede. Zdaj sama ajurveda je tesno povezana z Jajurvedo in Atharva vedo. Atharva veda je v bistvu najmlajša od vseh ved, ki je bila v tistem času, ne, ko se je ajurveda razvijala, se pravi, je bila bolj to, bom rekel, namenjena duhovnikom, se pravi, neka duhovna praksa, kjer so ne tako kot danes poznamo medicino, ampak so bolj z nekimi himnami, mantrami izganjali uroke pa tako naprej. Se pravi, malo na drugačen način, rečemo, kot danes poznamo medicino. In smatra se, da ajurveda ne bi imela pač tudi božanski izvor.
zato se Atharva veda, se pravi Ayurveda je del Atharva vede, se imenuje tudi Brahma veda. Brahma je bil v Indiji velja za polboga, stvarnika tega vesolja, ki ne bi se pravi to znanje predal polbogovom, da bi pač odrešil trpljenja vseh živih bitij se pravi, na tem planetu. In zdaj ti koncepti, naprimer, ta božanski izvor Ayurvede se dejansko ne razlikuje veliko od našega zahodnega. Naprimer, poznamo grška, rimska mitologija, Apolon je bil Apolona, polbog, mislim, ali bog, božanstvo pač v grški, rimski mitologiji, ki je povezan, ga povezuje predvsem z izvorom medicine. Tako da ti koncepti so si zelo podobni. In zdaj sama Ayurveda je v tistem vedskem obdobju je temeljila predvsem na, pač bom rekel, na nekih mitičnih, religioznih konceptih, ampak je sprotoma, mislim postopoma, je pač tudi so bila dodana, kako bi rekel, je delovala na opazovanju, pa na nekem znanstvenem razmišljanju in se je dopolnjevalo. Se pravi, ni zanemarila tega svojega izvora iz Atharve vede, ampak se je znanje dopolnjevalo, tako da danes njena praksa temelji večinoma na razumu. Ampak ne zanemarja, se pravi, tega svojega izvora iz Atharve vede, se pravi, zato je tudi rečemo, da je Ayurveda holistična znanost, se pravi, ne zdravi zgolj telo, ampak zdravi tudi dušo in se pravi, vse tri aspekte, se pravi, duhovni, duševni in telesni aspekt človeka. Torej, sama beseda Ayurveda je sanskrtska beseda in pomeni veda o življenju. Veda o življenju v bistvu pa nas nekako tudi v tem učbeniku oziroma knjigi uči, nam daje napotke, kako pravzaprav živeti glede na našo pogojenost v tem telesu, kako smo skozi gune materialne narave konstitucijsko pogojeni v naših telesih. Torej, Ayurveda govori o 3 konstitucijskih tipih, vati, piti in kafi. Nam lahko mogoče malo več poveš o tem, o gunah materialne narave, o našem pravzaprav izvornem položaju, kdo mi v resnici smo kot duševna, duhovna bitja in kako je s to pogojenostjo v tem svetu. Ja, zdaj pač sam avtor se v knjigi pač ni mogel izogniti se pravi nekim tem sanskrtskim izrazom. Pač Ayurveda pač uporablja določene sanskrtske izraze, termine in so tukaj tudi pojasnjeni. V vsaki prvi omembi je avtor v bistvu tudi pojasnil vsak termin. Rečemo, imamo pač določene termine, ki jih je tudi težko v slovenščino prevajati. Rečemo, guna je že en tak izraz. Guna pomeni, najlažje bi ga mogoče prevesti kot svojstvo. Kaj pomeni zdaj svojstvo? Svojstvo pomeni neka tipična lastnost neke stvari. Se pravi, gune so pač neke lastnosti v materialnem svetu. Neke materialne sile, če prav razumem. Ja, materialne sile, lastnost materialne narave, neka sila materialne narave. Zdaj, če je kdo kako vedsko literaturo bral, tako je na primer Bhagavad Gita, tam je na primer omenjeno celo poglavje, sam namenjeno sam gunam, je opis gun. Tam so omenjene sicer 3 gune, sattva, rajas pa tamas, točno. Drugače pa Ayurveda v bistvu pravi, da so gune, se pravi te lastnosti so neka nasprotja. Tako, če poznate mogoče tudi kitajsko medicino, tako rečemo, ni to isto, ampak rečemo tako, Kitajci poznajo Jing pa Yang, tako ne bi bile gune, se pravi neka nasprotja, ki se pol dopolnjujejo. In zdaj te lastnosti so na primer toplo, hladno, ne vem, pekoče, ne pekoče, ne vem, kaj bi še.
Hladno, mogoče imam toplo. napisano, jaz imam švinkelj cegelc, pa če nisem doktor, nisem ajurvedski zdravnik, tako da sem si določene stvari vse napisal, ker je pač toliko tega, da ne, pa nimam napisano. Mogoče, da se dotakneva teh gun materialne narave, torej omenil si sattva guno, to je guna vrline, raja guno, to je guna strasti, in pa tamaguno, to je guna nevednosti. In v paraleli teh gun, sile materialne narave, glede na to, kakšno razmerje elementov imamo mi v naših telesih ob spočetju, je določena v bistvu konstitucijska doša oziroma prekriti, ki nam jo s pulzno diagnostiko določi zdravnik. Torej ta prekriti je, čeprav razumem, skozi celo leto nekako, skozi celo življenje nekako enak. Recimo nekdo se rodi z prevladujočim elementom ognja in je bolj rajasičen tip, bolj tak ognjen, strasten. Nekdo se rodi z več elementa zraka in prostora, etra, je bolj vata tip konstitucije oziroma pripada bolj sattva guni, in nekdo je bolj zemeljski vodni tip z več elementom zemlje in vode in pripada bolj tamaguni oziroma kafa doši. Pa vendarle, kako se te gune, vkolikor imamo določen prekriti, določen konstitucijski, bom rekla, zapis v naših telesih, v tem materialnem svetu, kako se dejansko skozi življenjska obdobja to spreminja. Prihaja do nekih neravnovesij, ne vemo mogoče, na kakšen način se prehranjevati, kako delovati, kako se gibati, kaj vse vpliva na nas, recimo skozi življenje, glede na prekriti, na kaj vse bi lahko bili pozorni v življenju. Kakšen je v bistvu ta življenjski slog, ki ga moramo upoštevati. Ja. Mogoče bom začel pri tem, ko si ti zaključila, se pravi pri življenjskem slogu. Ayurveda v bistvu promovira, v prvi vrsti promovira zdrav življenjski slog. Zdaj, kaj zdrav življenjski slog je glede na, se pravi, na doše, se pravi, to je spet en sanskrtski termin, ki ga bom skušal pojasniti. V bistvu je zelo relativna zadeva, zato ker noben od nas nima pač iste konstitucije, ni isto sestavljen in pač Ayurveda določa, se pravi, nek življenjski slog, glede na to, na kak način v bistvu je naša konstitucija. In našo konstitucijo določa pač prek teh 3 doš. Zdaj, kaj doša je? Zdaj, doša ni neka fizična zadeva, ki bi jo lahko zrezali z telesa ali pa najdli v telesu, če razrežemo telo. To je konstitucijsko pogojevanje v telesu in doše imajo tudi sedež, Sedež vata doše recimo v spodnjem delu trebuha, sedež pite doše je v zgornjem delu trebuha in sedež kafa doše je v prsnem košu. Zato tako otrokom tudi rečemo, ko so majčkeni, da so smrkavčki. A ste kdaj videli, kako se otroci slinijo in jim vse teče iz ust, iz nosa in to je v bistvu otrok v otroštvu je predvsem prevladuje pri njemu kafa doša, se pravi vse, kar se sluzi in je vodno nad diafragmo prsnega koša. Zato otroci so nekako bolj v tej vodni, zemeljski, konstitucijski doši in tudi v obdobju življenja potem prehajamo nekako bolj v
odraslo obdobje, ko smo bolj mogoče ognjeni, zagnani, ambiciozni, smo bolj taki, bom rekla, kraljevsko radžasični oziroma ognjeni. Prevladuje potem rađas, pač guna oziroma pač pita guna in kasneje pita doša in kasneje v življenjskem obdobju, ko po 50. 60. letu se nekako vse upočasni, se začnemo mogoče majčkeno sušiti, starati, je ta element zraka in etra malce povečan. Zdaj, ko si omenil v bistvu doše, to so v bistvu konstitucijski tipi, če mogoče lahko majčkeno opišeš, kakšna tipologija je recimo kafa doše človeka, kako izgleda on, pita doše ali pa vata doše. Se pravi, kako izgledajo? Kako izgledajo posamezni. Že na recimo pogled, veš, ta bi pa znal biti vata. Ampak to tudi ni nujno. Ja, ne? Ni nujno. Ja. Dobro, zdaj, kaj doša je? Ne? Se pravi, to ni nekaj, kar bi fizično zaznali, v bistvu lahko po njenih lastnostih. Se pravi, po lastnosti gun, se pravi, teh lastnostih, teh materialne narave lahko določimo neko, rečemo, podobno lahko določimo, ko lahko pa nekomu določimo, rečemo, karakter, rečemo, ne? Ta ima pa tak karakter in lahko navedemo, naprimer, ne vem, ima takšne lastnosti, ta pa ta karakter. In ni podobnega je doša, ampak doša se ponovadi nanaša pač na neko konstitucijo, na telesno konstitucijo. Je zdaj vata tipi, ne, tip vata, ne, človeka, je ponovadi tako suh, nemiren, ima zelo nemiren to, rečemo, so bolj kot ne vate, suhljati ljudje. Zdaj, pita tipi so ponovadi bolj atletske postave, radi so tekmovalni, ne. Rdeče, malo rdeče polti, a ne? Ja. Tako zelo ogenj je prisoten tudi na koži. Ja. Se pravi, pita tipi, se pravi, prevladujeta elementa ognja in vode, medtem ko pri vati prevladuje, se pravi, element vode pa zrak, ne zraka, etra. Eter in zrak. Etra, medtem ko pa kapa je pa zemlja, pa kaj se reče, pa voda, ne. Se pravi, kapa tipi so pa taka zelo močna konstitucija, tudi močne kosti. In zdaj doše, same doše, ti tipi so pač določeni so določene, se pravi, na podlagi teh materialnih elementov. Ne, zdaj Daniel to omenja v knjigi Panča Mahabhute, to je spet sanskrtski izraz, kar pomeni, panča pomeni 5, maha pomeni velik, bhuta pa pomeni element. In to je, se pravi, 5 elementov, ki pol na podlagi kombinacije teh 5 elementov, se pravi, to so zemlja, voda, ogenj, zrak in eter ali prostor, določajo posamezno došo, posamezni tip telesa ali pa človeka. In nobeden od nas v bistvu dejansko ni samo, da bi bil ena doša, ampak smo mislim, telo je pa sestavljeno vseh 3 doš, ampak ponovadi ena prevladuje. In zdaj, če imamo uravnovešene, se pravi vse 3 doše, je to najbolj idealna zadeva in ponovadi Ayurveda se glih temu prizadeva, da bi pač uravnovesila vse 3 doše. Kar pomeni uravnovešenost doš, pomeni, se pravi, neko optimalno zdravje. To, kar bi mogoče bilo zdaj. Zdaj mogoče še nekaj teh elementih. Zdaj sami elementi, se pravi prvi 3, zemlja, voda, ogenj, določajo trdo, v bistvu to so določajo, trdo, tekoče pa plinasto stanje, medtem ko eter pa ogenj določata v bistvu obstoj, pa še pač neke druge elemente, obstoj vsega tega v vesolju. Se pravi, eter je prostor, ne. Se pravi, da lahko nekaj v tem
v prostoru sploh obstaja, da ena zadeva sploh lahko obstaja, da lahko mi to, ne vem, v naši dimenziji sploh opazimo. No, knjiga Ayurveda o vsakdanjem življenju opisuje tudi lastnosti različnih prekritijev oziroma konstitucijskih doš. Pa bi mogoče prebrala lastnosti vata doše pri posamezniku. Torej, lastnosti vate doše so suha koža, lasje, ustnice, glas, suho debelo črevo, mogoče lahko prihaja do zaprtja. Potem sama konstitucija je lahka, so tanke, dolge mišice, lahke kosti, krhki, suhi, mogoče sklepi, drobna postava. Mrzle so lahko roke, stopala, slaba cirkulacija krvi, otrdele mišice, potem groba je lahko koža, razpokana, pokajoči sklepi, lomljivi nohti, lasje, zobje, roke in stopala. In lahko v bistvu prihaja tudi do raznih nepravilnosti v sami konstituciji, kot so razne skolioze, razni zrastki, osteofiti v hrbtenici, slaba prebava, moten nemiren in pa zelo moten menstrualni ciklus. Jaz bi samo mogoče tole omenil, če lahko. Ja, seveda. Se pravi, dr. Dinil v knjigi vse stvari tako opisuje v bistvu, da rečemo, kar se tiče zdaj doš, ker si brala, rečemo, lastnosti, se pravi vate, da v bistvu lahko, on pravi, da je zelo, vsak človek ima neko svojo specifično konstitucijo. Edinstveno, noben nima iste. Ne? In zdaj zelo pomembno je, da mi poznamo to svojo edinstveno konstitucijo, da točno vemo, kjera doša prevladuje, ker lahko na podlagi poznavanja te svoje konstitucije specifične, lahko pol mi, se pravi, lahko prilagodimo prehrano. In to smo že veliko naredili. Ne? Se pravi, mogoče nam sploh ni treba iti ayurvedskemu zdravniku. Če se malo, rečemo, poglobimo v to ayurvedsko znanje. Zdaj, včasih je bilo, ayurvedsko znanje je bilo, mislim, pač je prevladalo neko mišljenje, da je to pač za neke izbrance določene, ki se mogoče lahko poglabljajo v to, ampak Ayurveda je taka zelo praktična, v bistvu so napotki za vsakdanje življenje, za zdravo življenje in kakor se oseba, rečemo, malo poglobi v neko ayurvedsko znanje, si lahko pridobiš to neko osnovno znanje, ki v bistvu lahko na podlagi tega si pol narediš nek dnevni ritem, pa neko dieto, pa tako naprej, ki v bistvu ti lahko pomaga k boljšemu zdravju. Ne? Seveda lahko gremo pa tudi ayurvedskemu zdravniku, ki nam bo pač na podlagi nekega pregleda vse to pač določil, kaj lahko jemo, kaj imamo težave. Rečemo, ayurvedski zdravniki so izredno dobri diagnostiki. To sem jaz enkrat zelo presenečen, nisem bil sicer pri dr. Dinilu, bil sem pri enem drugemu ayurvedskemu zdravniku, ki mi je v bistvu na podlagi nohtov, sam nohte mi je pogledal, točno mi je povedal, katero bolezen imam. Nič drugemu nisem povedal, sam nohte je pogledal, je vedel. Ne? In oni imajo več teh načinov, imajo po očeh vidijo, po jeziku, po, ne vem, v glavnem, so izredno dobri diagnostiki, brez kakršnekoli aparature, ayurvedski zdravnik točno ve, kakšne probleme imaš, tako da. Ja, oni dejansko so zelo senzitivni preko pulzne diagnostike, preko višjih dimenzijskih znanj, a ne? Zelo imajo tudi močno intuicijo. Pa bi mogoče povedala, se prav pogovarjala sva se zdaj o različnih konstitucijskih došah glede na prakriti. Se pravi, mi se rodimo z nekim prakritijem oziroma konstitucijsko došo. Ja, prakriti dobesedno pomeni v sanskrtu, to je sanskrtska beseda, pomeni materialna narava. Narava, ja. Se pravi, narava, rečemo. Ne? Se pravi, tudi naša narava tudi.
Potem imamo pa vikruti, a ne, vikruti je pa sedanje neravnovesje dejansko teh elementov v telesu. Torej zdravnik mora najprej oceniti prakriti in potem še vikruti, kakšno je sedanje neravnovesje in na kateri globini v bistvu tkiv se recimo mogoče nahaja tudi neravnovesje zaradi toksinov v telesu, zaradi neprehranjenosti, zaradi prehranjenosti. Dajva mogoče malo se dotakniti samega prehranjevanja in kombinacij živil, kaj recimo ustvarja te toksine v naših telesih, ki nam povzročajo neravnovesja. Ja, Ayurveda zelo velik poudarek daje prehrani. Se pravi, v bistvu to je, Ayurveda je v bistvu preventivna medicina, pa se pravi zdravi, tudi zdravi. Ampak velik poudarek se pravi daje prehrani, ne. Zdaj pravilna prehrana, glede na naš tip, se pravi na določitev naše doše, se pravi se določi pa prehrana, se pravi, katera prehrana je za naš tip, tisti tip, ki smo. In tudi pa določa, se pravi, zdaj rečemo se spomnim, Dinil piše v knjigi, omenja se pravi ta prebavni ogenj, omenja v zvezi s prehrano, ne. Se pravi, da zdaj neka pretirano preveč hrane jest ni dobro, ker se pravi uničimo ta prebavni ogenj, ne. Zdaj, če premalo jemo, v bistvu pravi, da ga izstradamo, ne. Se pravi, moramo glih prav moramo jesti, se pravi količinsko, pa tudi pravo hrano, se pravi na našo konstitucijo, ne. In zdaj, če gremo ayurvedskemu zdravniku na pregled, nam bo točno določil po naši konstituciji, takšna konstitucija, kot smo, katero prehrano lahko jemo, katero hrano ni dobro jesti in katere se moramo izogibati. In to je ena taka preventivna zadeva, ki v bistvu nam lahko koristi, da ohranimo nekako zdravje, ne. Seveda, zdaj prebavni ogenj je izredno pomemben, ne. Se pravi, sama prehrana, ker zdaj, če prebavni ogenj ne deluje tako more, če neka presnova ne deluje, se v telesu nabirajo toksini, ne. Se pravi, ta zdaj, če preveč jemo, ne, se ta neprebavljena hrana pač zadržuje v želodcu ali pa v črevesju in potem se nabirajo v telesu toksini, ki se potem v bistvu širijo iz želodca še v druge dele, ne. Se to v sanskrtu se reče to ama, notranje nečistoče, se prelijejo v druge dele telesa, ne. Zdaj, tu v zahodni medicini bi mogoče rekli, da je to zakisanost telesa, ne. Jaz s tem to povezujem pač. In zdaj tudi Ayurveda, se pravi, govori, kar se tiče prehrane, se pravi, je tudi pomembno, kakšna živila med sabo kombiniramo, ne. Ni vseeno, ne, kakšna živila kombiniramo, ampak je bolj kot ne določeno. Zdaj, ne vem čisto točno, pač, tako sem prej rekel, nisem zdaj ayurvedski zdravnik, mogoče Sabina, ti veš, na primer, katera živila grejo skupaj, katera ne grejo. Ja, v bistvu sem nekje zasledila, da je zelo toksično, če segrevamo med nad 40 stopinj, da je to en najglobjih v bistvu toksičnih toksinov, ki ga je zelo težko tudi za Ayurvedo odstraniti iz telesa, in pa kakršnakoli kombinacija mlečnih izdelkov in sadja. Dostikrat vidimo na kakšnih pogostitvah grozdje in sir in vsi ayurvedski zdravniki se zgražajo ob teh kombinacijah, ker to res zelo, zelo hude toksine tvori pač v telesu. Grozdje mešano s katerimkoli drugim sadjem je tudi toksično, tako da torej mlečni izdelki in sadje, sadni jogurti, bye. Potem sadje in zelenjava, kombinacija skupaj je tudi lahko v določenih primerih toksična. Dajva pogledati, kako uravnavamo recimo vata došo.
Tukaj piše dr. Dinil, da jemo toplo, oljnato hrano in tople začimbe, se pravi tiste začimbe, ki nekako segrevajo. To so kakšni ingver, cimet, popri. Izogibamo pa se surovi, mrzli in suhi hrani, ki napenja. Torej nobenih sladoledov, nobenih hladnih sendvičev, krekerjev. Pijemo tople napitke, izogibamo se mrzlim pijačam, telo naj bo toplo in ne izpostavljamo se mrzlemu in vetrovnemu vremenu, kajti vata je sama po sebi hladna in suha. Imamo urejeno dnevno rutino, izogibamo se izrednim situacijam, recimo, da bi se morali, ne vem, več ur na dan gibati, potovati, to vse ven iz ravnovesja meče vata došo. In pa tudi priporoča vadbo joge, pranajame in meditacije, saj dejansko na ta način uravnavamo element etra in zraka, ki dejansko uravnava tudi vse ostale elemente v telesu. In to nam umirja in ga naredi spokojnega, mirnega, in izogibati se moramo prekomernemu razmišljanju, nekim negativnim mislim, izogibati se moramo potovanjem in naporni vadbi. Dajva se dotakniti tega aspekta prehrane in pa mogoče negativnih misli. Velikokrat v Bhagavad Giti lahko tudi preberemo, da je ta masična prehrana tista prehrana, ki je stara več kot 3 ure. Torej bi morali vedno pojesti ne prevroč, ampak sveže kuhan obrok, ki naj ne bi bil star več kot 3 ure, ker potem hrana postaja ta masična. Mi rečemo po domače, da je postana. A ne? Nam to tudi mogoče rekla, kali mir v umu in nas meče v tamas, v guno nevednosti, samo prehrana, fast food. To seveda Ayurveda odsvetuje. Ja, seveda, Ayurveda razdeljuje hrano na različne gune, se pravi, razvršča hrano v različne gune. Se pravi, zdaj, ne vem, če se mogoče navežem na Bhagavad Gito, ko si omenila, Bhagavad Gita pač določa, da za človeka je najbolj primerna hrana, ki je v vrlini. Se pravi, guna vrline. So določena živila v guni vrline, ki bi bila bolj primerna živila, kot pa nekatera druga, ki so v drugih gunah, rečemo, ne. Guni nevednosti niso priporočljiva. Se pravi, to je glih to, kar si omenila, se pravi neka postana hrana, ali pa priporoča se pa, rečemo, seveda sveža hrana, sveže kuhana hrana, čim bolj naravna živila, čim manj konzervirana živila. Čeprav so kuhana, tudi konzervirana živila pač tam stojijo, ne, v neki konzervi. Pač niso najboljši. Meni je to groza, na primer, ne vem, sem še pred pol leta sem živel na vasi, zdaj sem se v mesto preselil in tam seveda sem imel možnost, da sem si, rečemo, vzgojil lahko tudi sam, kaj sveže zelenjave, pa tako naprej, imel sem sadje, vse. Zdaj pa pogledam, v parih dneh imam pa vrečko polno nekih konzerv, pa neke embalaže, pa vsega. In to me je groza, ko pomislim, koliko, rečemo, ne vem, pač sam gledam na te zadeve, kaj jem, vidim, koliko nekih stvari konzerviranih pojem, ne, in vem, da to ni dobro, ne. Se pravi, to ni tista hrana, ki bi bila idealna, ne. Fino bi bila neka sveža, najboljše neka sveža, neko sadje ali pa zelenjava, ko utrgaš direkt z drevesa ali pa vzameš tam z njive, greš, skuhaš, pa je to, ne. To ima sveže sadje in zelenjava, ima še veliko te prane, te energije, ki nas nekako poživlja in dviguje. Ja,
Seveda, ne, se tudi sama beseda Ayurveda, ne vem, če smo to omenili prej, se pravi, kaj pomeni Ayurveda sploh. Ayurveda pomeni sestavljena iz dveh besed, se pravi iz Ayus ali Ayur, sta dva podobna termina, kar pomeni življenje, ne. In pa Veda, to je pa tak termin, ki je tudi pri nas znan, se pravi je znanje, ne. Se pravi, v prevodu bi pa to pomenilo, se pravi, znanost o življenju in dolgoživosti, ne. Bom ponovila vprašanje. Imamo vprašanje naše gledalke iz občinstva. V kakšnem obsegu je Ayurveda prisotna v indijski kulturi? Je to dejansko nekaj, kar je prisotno v vsaki vasi, mestu, ali je to glede na določene različne socialne skupine bolj prisotna? Velikokrat bi jaz rekla, da je to zelo dragoceno znanje, ki se pa velikokrat ne živi, in velikokrat vidimo te tradicionalne običaje in znanje se z prodorom v bistvu zahodnega sveta v Indijo tudi velikokrat izgubljajo, ne. Tako, tudi vidimo recimo v indijski kulturi nekako je krava sveta. Tibor je izdal tudi eno knjigo Ubiti kravo pomeni konec človeške civilizacije, pa vendarle v Indiji imamo prisotne McDonald'se, kjer je tudi hitra prehrana in se dejansko dogaja tudi prehranjevanje z mesom. Kako bi lahko, kakšen je tvoj vtis in mogoče znanje o tem, koliko je res še Ayurveda neokrnjeno prisotna v Indiji in po svetu? Ja, zdaj ne vem, zdaj sama indijska družba je pač mogoče je drugače kot pri nas, pač pri njih je mogoče še prisoten zelo ta, kako se reče, družbeni sistem. Kastni sistem. Kastni sistem, ki pač, to je še vedno prisotno pri njih. In mogoče se navezano na to, kar sem že prej omenil. Se pravi, Ayurveda izhaja, se pravi, iz ved, se pravi, večinoma iz Atharva Vede so večinoma vsa načela, pa to znanje je zapisano v Atharva Vedi. In tako sem že prej na začetku omenil, zdaj, na začetku je pač bila to, bom rekel, neka zdravljenje so izvajali duhovniki v Indiji, svečeniki, ne. In zdaj svečeniki pri njih, to je v bistvu najvišji družbeni razred, ne. Potem, ko je pa pač, zdaj bom pač se še navezal mogoče na eno drugo stvar, se pravi z začetkom Kali Juge, ker je to je bilo že tako 5000 let, se pravi začetkom te železne dobe, so se stvari pač začele spreminjati, je ta duhovna kultura začela malo plahneti, in so se tudi to znanje prenašali tudi v druge družbene razrede. Tako da danes bolj kot ne, tako sem že prej omenil, doktor Dinil ni hindujec, se pravi, on ni del tega nekega kasnega sistema, oni so kristjani, na primer, ne, on je kristjan, kar kristjanov je veliko v Indiji, ne, se pravi, Indija ima pač največ kristjanov, islama pa, se pravi, pa hinduizma. Hinduizem je tak neka zelo kompleksna zadeva, ki tako da, koliko se je zdaj to koliko se je to znanje zdaj ohranilo.
obstajajo zdaj v Indiji, tako tukaj izkot izhaja dr. Dinil iz Kerale. To je eno tako središče ajurvedsko, on je zrastel v tej ajurvedski družbi. Tam je vse prežeto v bistvu z ajurvedo. Ne? Na vsakem koraku pač si v stiku z ajurvedo. In on ima v bistvu to, res se je učil od nekih tam strokovnjakov, raznih zdravnikov, ki pač imajo še to prvotno znanje. Ne? In jaz se tudi spomnim, enkrat na YouTubeu sem naletel na en video, ne bom se zdaj spomnil, kak je bilo ime, kak je bil naslov v bistvu tega videa. In tisto, kar sem jaz v tistem, to je bilo pač z Indije, nek video od teh, dejansko od teh vadij, ki so nasledstvo, mogoče z tega vidika, se pravi nasledstvo ajurvedsko, ne. To je tako, ne vem, kaj pri nas na zahodu poznamo, mogoče, kar je meni najbolj poznano, mogoče je ta filozofsko nasledstvo, kak je šlo, se pravi od grške filozofije je bilo neko nasledstvo tudi učencev pa učiteljev, se pravi se je nadaljevalo to znanje in je to še danes prisotno, recimo Platon je danes prisoten vsepovsod, ne, v vsaki filozofiji. Mislim, ne vsaki, ampak je prisoten v današnjem pač prostoru še kar, ne. In tukaj je zelo podobno, ne. Tako se je duhovno znanje predalo, tako je tudi ajurvedsko, se pravi šlo je po nasledstvu teh duhovnih, mislim po nasledstvu učiteljev pa učencev. Zdaj, nekje se je bolj ohranilo, drugje se je manj, zdaj čisto odvisno. Se pravi, ta video, ki sem ga jaz takrat gledal na YouTubeu, ker sem to našel, mene je to takrat presunilo, ker res tu sem poznal pač določene ajurvedske zadeve, malo, ne, ampak to vse je bil bolj ta, malo New Age, malo tega, malo onega, ne. Ko sem pa tisto tam gledal, to je bila pa čisto neka druga stvar, ne, to dejansko čisto nekaj drugega, ne. In tudi to, rečemo, ko sem imel priložnost z Dinilom družiti, z dr. Dinilom družiti v Celju, on je sam doma delal razne mešance, začimb pripravljal in je to svojim pacientom delal. On ima to znanje še, se pravi, to z lično terapijo, ne, ima se pravi, nekje se je to bolj ohranilo, nekje manj, tu pa na zahodu je ponavadi, nekje je, nekje ni, bolj ta New Agersko vse skupaj. Torej imamo srečo, da je šla ta knjiga, da se to znanje preliva tudi med nas, tako da bi vas jaz ob koncu povabila, da se oglasite tamle na štandu založbe Aurora, ki nam pomaga promovirati to knjigo. In lahko to knjigo tudi naročite v prednaročilu. Tale gospodična v oranžnem je tukaj tam prisotna iz založbe Aurora. Tako da knjiga bo izšla in natisnjena v torek, lahko jo že zdaj naročite in se malce seznanite s tem bogatim izvornim znanjem vede v življenju. Tako da jaz bi se ti srčno zahvalila, Tibor, za ta bogato predstavitev te knjige in najlepša hvala, da si omogočil, da je ta knjiga tudi v slovenskem območju in da lahko še bolj zdravo zaživimo v vsakdanjem življenju. Tako da hvala lepa. Hvala tebi, hvala vsem, ki ste prišli. Tako da ja, knjiga, samo to še mogoče, knjiga bi danes mogla biti tukaj z nami, ampak pač zdaj založniški proces je pač tak, da se deluje, mislim, ni samo od nas odvisno. Tako da knjiga bo v ponedeljek ali pa v torek bo natisnjena, v bistvu natisnjena je že, zbroširana še ni, zbroširana ni bila, zato pač nismo mogli prinesti. Tako da bo zdaj, če bi kdo imel knjigo, je lahko dobi, mislim, da je koliko 20% je, ne, popusta. Lahko pri njih, tam pri Aurori lahko naročite, pa vam jo pol po pošti pošljemo, tako da. Koliko je cena, je bilo vprašanje? Cena je, mislim, da je končna cena 9,5. Se pravi 20% od 9,5. 9,5 je knjiga, ja. Ja, zato, ker je to manjša knjigica, to ni neka obširna knjiga, to je pač... To je res tak mini priročnik za 7,60 € v prednaročilu. Dobrodošli.
Torej, da mogoče na hitro še preberva kazalo, imamo vod, znanje v življenju, temeljne teorije Ayurvede, dnevni režimi, praktični napotki za zdrav vsakdan, 3 stebri življenja v Ayurvedi, zelišča in pa nekaj v bistvu o našemu avtorju, dr. Paulu Dinilu. In pa na koncu je dejansko še izgovorjava sanskrita. Ena zelo zanimiva stvar mi je bila, ko so se prej pogovarjala, pa si mi omenil, da zdravje je patja, ne zdravje oziroma bolezen je pa apatija, in mi je bilo zanimivo, ker mi tudi uporabljamo apatičnost, a ne, a si tako malo apatičen, nisi zdrav, a ne. Se pravi, imamo tudi slovanski jezik, slovenščina ima dosti izvora iz sanskritskih besed, očitno. Ja, indoevropski jeziki pač. Tako. Ja, ogromno je sanskrta, Ja. določenih terminov. Dobro, mislim, ja, povejte. Knjiga se bo prodajala v založbi Aurora. Oni so, Ja. oni imajo distribucijo. V vseh knjigarnah, knjižnicah, vseh večjih bo. Ja, vse posod. S katerega konca ste? Iz Ljubljane. Konzorcij, Konzorcij, kjerkoli v Mladinska Ljubljani. knjiga. Mladinska knjiga. Državna založba. Ja. Tako. Drugač pa lahko ta mesec, v bistvu, tako sem prej rekel, dr. Dinil bi danes mogel biti tule z nama, ampak pač je imel službeno na Slovaškem. Mi je pa pravkar včeraj javil, da pride decembra, konec decembra, tako da bomo z njim organizirali kak dogodek. Mislim, da je to tam med 21. in pa 27. je on v Sloveniji. Ne vem še točno, kje bo, v katerem kraju. Zdaj, če bi koga zanima, lahko mogoče tam pri Aurori pustite tudi kak e-poštni naslov, pa vas obvestimo. Verjetno bo to v Ljubljani ali pa v Celju. To nekje. Verjetno lahko tudi za kakšno konzultacijo, ne, pri dr. Dinilu. Tudi to je možno, se lahko naročite pri njemu na pregled. Tako da. V redu. Najlepša vam hvala za vašo pozornost in prisotnost. In dobrodošli pri prebiranju te knjige Ayurveda v vsakdanjem življenju. Hvala lepa, Tibor. Hvala vam. Hvala vam.